Pozdravljeni. Moje ime je Kristina Knific in sem avtorica kovčinga, terapevtka in predavateljica. Razvoj zavesti z metodami koncentracije sem za vas pripravila po metodah koncentracije, katerih avtor je dr. Gregorij Grabovoj. Za vas sem poleg uvodnega posnetka pripravila še 31 posnetkov metod koncentracij za vsak dan v mesecu, ker ste mi nekateri navajali, da so vam nekatere vaje težke in jih ne razumete, da potrebujete pomoč, da z njimi 100% uresničite svoje ustvarjalne cilje. V tem uvodnem posnetku vam razložim, zakaj je pravzaprav smiselno razvijati svojo zavest z metodami koncentracije oziroma kakšno korist od njih zase in za svoje življenje lahko pričakujete. Povem vam tudi, kdo je avtor teh metod, nato zveste, kako oblikujete svoj cilj, da z razvojem svoje zavesti tudi ta cilj 100% dosežete. Dam vam nekaj splošnih napotkov, kako začeti, katere vaje delati, kako jih izvajati, kako spremljati svoj napredek. Na koncu vam povem tudi, kje na enem samem mestu dobite dostop do vseh posnetkov z opisom vaj za vse dni v mesecu. Verjetno se tudi vi sprašujete, zakaj razvijati zavest z metodami koncentracije. Zato, ker je to metoda, ki prinese rezultate brez izkušenj trpljenja, težavnih okoliščin, bolezni in drugih izgub. Verjetno si nihče od nas tega ne želi. Nadalje zato, ker se z razvojem zavesti vse spreminja v našem življenju. Najprej začnemo drugače dojemati sebe in svet okrog nas, to pomeni druge ljudi in naše življenjske okoliščine. Zaradi drugačnega dojemanja se bolje počutimo in izberemo možnosti, ki se jih prej sploh nismo zavedali in jih nadalje tudi lažje uresničimo. Nadalje je razvoj zavesti pomemben tudi zato, ker se kaže v tem, da ustvarjamo z razvojem zavesti v svojem življenju ugodne življenjske okoliščine. Seveda pogosto najprej zase, potem pa tudi širše, najprej za svojo družino in tako naprej. Razvoj zavesti je smiseln tudi zato, ker vse lažje in uspešneje dosegamo svoje cilje. Izboljša se naše počutje, zdravje, telo se pomladi. Odnosi postanejo vse bolj harmonični, ker postanemo mi sami generator skladnosti, pogosto najprej v družini, v okolju, v katerem živimo in delamo tudi širše, torej z utripanjem celotnega vesolja. Da boste vse navedeno dosegli, koncentracije za vsak dan v tednu, torej 3 vaje, izvajate vsak dan. Za nekatere zadošča to neko obdobje, na primer enega leta, nekateri potrebujejo za to tudi 3 leta. Zakaj toliko časa? Enostavno zato, ker gre za proces strukturizacije zavesti in njenega razvoja, ki se seveda razumljivo ne zgodi čez noč, temveč zahteva nekaj časa. Zahteva tako vaše kot moje dnevno angažiranje, vendar vam koncentracije za eno izvajanje ne vzamejo več kot 15 minut, prinesejo pa vam lahko veliko radosti, skladnosti in notranjega miru, boljše zdravje, pomladitev, torej vse v smeri vaših ciljev, zato bodite vztrajni in ne varčujte s časom, ki ga namenite lastnemu razvoju. Kdo je dr. Gregorij Grabovoj? Gregorij Grabovoj je svetovno znan kot znanstvenik in, če sodim po njegovih delih, tudi izjemen človek. Diplomiral je na Taškentski državni univerzi na Fakulteti za uporabno matematiko in mehaniko. Je doktor matematike, fizike, aplikativne mehanike in medicine. Njegovo delo je usmerjeno na preprečevanje globalnih katastrof ter harmoničen razvoj vsakega človeka, prav tako kot človeštva v celoti. Podaja znanja za razvoj celotnega človeštva v civilizacijo miru in blagostanja za vse. Temu posveča svoje življenje, kajti napisal je več kot 60 knjig, v katerih pojasnjuje, kako naj človek kot posameznik uporabi svoje sposobnosti za uravnoteženo življenje. Je izjemen človekoljub in edini znanstvenik, ki ga poznam, kateri v svojih več kot 300 avtorskih seminarjih uči,
kako živeti umirjeno, večno in srečno, kako se pomladiti, biti zdrav, izvajati samozdravljenje in regeneracijo organov, kako lahko človek z razvojem zavesti in znanji prepreči tako osebne, lokalne kot tudi mednarodne nesreče, kar tudi sam demonstrira oziroma je demonstriral in zato prejel tudi posebna priznanja. Iz njegovih učenj se lahko vsak nauči, kako biti opolnomočen in svoboden kreator svojega življenja, kako odkriti svoje poslanstvo in osebne naloge in še mnogo več. V Sloveniji je morda najbolj znan po številskih nizih, vendar je njegov ustvarjalni opus mnogo širši. Njegov nauk o odrešenem in harmoničnem razvoju je usmerjen globalni rešitvi slehernega posameznika planeta Zemlje kot celote in še širše. Njegov nauk je sicer drugačen. Tega, kar on uči, se nismo učili v šolah. S spoznavanjem ugotavljam, da je izjemno globok in podprt z znanostjo, s katero se sam tudi ukvarja. Čeprav je njegov nauk obsežen in zahteven za globlje razumevanje, so tako imenovane tehnologije upravljanja, katere vam predstavim v posnetkih metod koncentracij za razvoj zavesti, seveda nekatere od teh, vendarle enostavne, a kljub temu učinkovite. Vsak dan v mesecu so podane 3 vaje, na katere se koncentrirate. Pri tem vedno delate na vaših osebnih ciljih. Na primer, da izberete enega in ga oblikujete za makrorešitev in večni razvoj. Torej, pri teh koncentracijah ne razvijate zgolj svoje zavesti, temveč uresničujete tudi svoj cilj in sicer tako, kot to dela stvarnik. Ko delate kot dela stvarnik, to pomeni, da delate zase in hkrati za makrorešitev in večni razvoj za cel svet. To pomeni, da se pri izvajanju koncentracij fokusirate v svojih mislih na konkreten cilj, ki ga želite doseči. Lahko je to vaš osebni cilj za katerokoli področje vašega življenja, na primer zdravje, odnose z otroki, starši, nadrejenimi, sodelavci, partnerski odnos, delo, finance, zdravje, pomladitev, stanovanje, hiša, hobi in tako naprej. Na primer, da vas muči neka zdravstvena težava, je smiselno, da si izberete ozdravitev. Cilj oblikujete tako, da miselno opisuje vaše stanje, ko je cilj dosežen. Ta cilj si lahko predstavljate v sferi, to je na kakšni krogli. Tako da sebe vidite, da ste popolnoma zdravi, počnete stvari, ki vas veselijo, katerih morda v stanju bolezni ali druge omejitve niste mogli. Primer tako oblikovanega osebnega cilja bi lahko bil besedno tak: želim, da je moje telo vitalno in zdravo. Kako osebni cilj pretvorite v cilj za makrorešitev in večni razvoj? Enostavno. Opisu cilja, želim, da je moje telo vitalno in zdravo, dodate: enako kot zase, želim tudi za vse ostale. Ali pa bolj podrobno: enako kot zase, želim tudi za celo mojo družino, vse ljudi, živali, rastline, celoten planet, Zemljo, celotno vesolje. Priporočam vam, da si cilj napišete na brezčrten A4 list papirja. Lahko ga slikovno predstavite. Pri izvajanju vaj vam bo na začetku pomagalo, da boste imeli list s ciljem pred seboj na mizi, ker se boste tako lažje koncentrirali na svoj cilj. Ko zastavljeni cilj dosežete, določite nov cilj in ko dosežete tudi tega, spet novega. Tako uresničujete lahko svoje cilje, cilj za ciljem. Torej vsak dan v mesecu naredite vse 3 vaje, ki so določene za dotični dan v mesecu. Na primer, če začnete s koncentracijami v 18. v mesecu, začnete z vajami, ki veljajo za 18. dan v mesecu in naslednji dan nadaljujete s tistimi za 19. dan v mesecu. Če ima mesec le 28 dni, naredite zadnjo vajo v mesecu za 28. dan in potem greste na vaje za prvi dan v mesecu. To pomeni, da v mesecih, ki imajo manj dni kot 31, ne naredite vseh vaj, ker je manj dni v mesecu. Če kakšen dan ne uspete izvesti koncentracij za ta dan, koncentracijo za tisti dan izpustite. Na primer, koncentracijo ste izvedli 18.
19. dne v mesecu pa jo niste. To pomeni, da naslednji dan, ki je v tem primeru 20. dan v mesecu, nadaljujete s koncentracijami za 20. dan v mesecu. Koncentracije za vse dni v mesecu so sestavljene iz 3 vaj. Prva vaja zajema koncentracijo na element zunanje ali notranje realnosti. Druga vaja je koncentracija na 7-mestni in 9-mestni številski niz. Tretja vaja je upravljanje z dogodki v obliki miselnih ponazoritev. Več o vajah izveste v posnetku za dotični dan v mesecu. Priporočam vam tudi, da si pri izvajanju koncentracij prizadevate biti čim bolj odprti za ustvarjalen proces, da prisluhnete vašemu notranjemu glasu, kako praktično izvajati koncentracije. Številski niz za dotični dan si lahko napišete na papir in se nanj koncentrirate. Ko boste napredovali, si lahko pri 9-mestnem številu oziroma številskem nizu predstavljate, da ste v notranjosti krogle oziroma sfere in se v tem primeru koncentrirate na številski niz, ki si ga vizualizirate ali miselno zapišete na notranji površini oboda sfere. Med koncentracijo na številski niz usmerite pozornost tako na številko v številskem nizu, ki oddaja največ svetlobe. Če se to zgodi, dotično številko fiksirate in element zaznave fiksirane številke združite s sfero, ki vsebuje vaš cilj koncentracije. Doktor Grabovoj navaja, da je pomembno, da vse delate individualno, kajti vsak mora sam izbrati sistem svojega razvoja. To pomeni, da mora ta impuls priti iz vas. Pri tem upoštevajte, da sistema lastnega razvoja ni mogoče izbrati samo na logičen način. To pomeni, da nekaj, kar izberete, ne pride izbira vedno iz vašega razuma, vaše logike, ampak tudi iz vaše duše. Grabovoj dodaja, da je treba zagotoviti, da bo sleherni razvoj večen in do tega prevedejo prav te koncentracije za vsak dan v mesecu, ki jih je ustvaril in so preizkušene. Z njihovim izvajanjem pravi, da boste dosegli skladnost, ki bo naredila vašo pot radostno in trajno. Sama vam priporočam, da si rezultate izvedbe vaj zapišete v svoj dnevnik, ker boste tako lažje spremljali svoj napredek. Sedaj pa vas vabim, da med posnetki poiščete posnetek za današnji dan. Kolikor bi želeli imeti letni dostop do vseh 31 posnetkov, mi pišite preko kontaktnega spletnega obrazca, link je objavljen spodaj. Če vam je bil ta posnetek všeč ali koristen, mi prosim sporočite to s tem, da ga všečkate ali enostavno napišete v komentar. Prijavite se na ta YouTube kanal, da boste pravočasno obveščeni o vseh novih posnetkih. Želim vam, da je vaše življenje vam v veselje, da je vaša zavest vsak dan bolj božanska, vaše telo vitalno in zdravo, vaš duh močan, vaša duša pa čista in srečna. Z vami sem bila Kristina. Več o meni si lahko preberete na moji spletni strani.